Ali bo torej poslanec Boris Mijić odstopil ali ne? Da nujno mora, mu sporoča nekdanji minister Luka Mesec, kolegi iz stranke Resnica pa takole. Mijić mora do konca leta poravnati vse dolgove do delavcev in države. In šele, če bo obsojen, bo moral odstopiti. Sicer pa so pozivi Mesca za Zorana Stevanovića zgolj metanje bombic na stranko Resnica. Prava bomba je, pravi, Meščevo neukrepanje v primeru nemške firme, v kateri so zaposleni številni domnevno ogoljufani Slovenci. Zakaj gre v tem primeru? In pa tudi, kdo bo zdaj plačal Mijićeve dolgove? Stevanović. Koliko ljudi ga je klicalo? Podrobnosti nikako naver. Več 10 000 evrov dolga do zaposlenih, do države, finančne uprave celo dolg med 30 in 50 tisoč evrov za neplačene davke in prispevke, pa celo očitki o odjavljanju zaposlenih iz socialnih zavarovanj brez njihove vednosti s ponarejenimi podpisi. Po vrhu še ne prijava Komisiji za preprečevanje korupcije, da je o prevzemu vodil obubožano podjetje Progros, ki ga tudi lastniško obvladuje. Ta vlada ni proti korupciji, ker če bi bila proti korupciji, bi predsednik vlade, ministri te vlade in predsednik stranke Resnica isti dan, ko so prišla razkritja na dan, od poslanca Borisa Mijića brez kakršnihkoli zadržkov zahtevali odstop. V Levici in Svobodi bodo Mijićev odstop zahtevali prek odbora za delo, kjer pa sicer opozicija večine nima. Bi morale, ne glede na politično usmeritev ali prepričanje, biti tista skupna točka, kjer povemo, da je to v naši družbi nesprejemljivo. A matična Resnica od Mijića odstopa za zdaj ne zahteva. V nedeljo so na svetu stranke sklenili, da mora poslanec do konca leta poravnati vse dolgove. K odstopu pa ga bodo pozvali le, če bo na koncu obsojen. Spomnimo, poslanca preiskuje tudi policija. So pa med drugim poslanci Resnice Stevanoviću prižgali zeleno luč. Se ugodili moji prošnji, da pomagam delavcem. V tem momentu sta se nam javila dva delavca, ki želita komunicirati z nami, in prav rad bi, da se po meni zgledujejo prav vsi, ki zagovarjajo pravice delavcev in na tak način ravnajo. Povejte mi še enkrat, govorim to, povejte mi eno stranko, ki zagovarja pravice delavcev, ki je pokrila kakršenkoli dolg do delavcev iz lastnega žepa. Mijić za komentar ni bil dosegljiv. Iz stranke sporočajo, da je na dopustu. Se je pa spor med Stevanovićem in Mescem razplamtel tudi v primeru podjetja SSI Šefer, ki ga je Mesec na mizo prejel v času ministrovanja. In ko mečejo bombice, predvsem na stranko Resnica, v rokah eksplodirala največja možna bomba. In zdaj več nimajo rešitve in bojo s to kolobocijo nadaljevali. Delavcev podjetja SSI Šefer nisem oškodoval jaz, ampak ga je oškodovalo to podjetje v letih, ko jaz nisem bil minister. Tudi to domnevno oškodovanje zaposlenih bo, napoveduje Stevanović, tema parlamentarne razprave.